Frančkov zmaj. Franček je znal seštevati in si zavezati vezalki. Rad se je vozil s kolesom in rad je spuščal zmaja. Ko pa se zmaj polomi, se ne moreš več igrati z njim. Tako je vsaj mislil Franček. Dajmo, leti! Ja, naprej! O ne! Pedasto drevo! O ne! Tale ne bo nikoli več letel. Hej, Frančkov zmaj! Bom jaz odprl. Živjo, lisjak. Živjo, Franček. Pri smeteh sem našel tvojega zmaja. Ja, polomljen je. Zato ga boš vrgel stran? Ja, zakaj? Ga lahko vzamem? Ja, najbrž že. Saj sploh več ne leti. Najlepša hvala, Franček. Malenkost. Kaj ni čudno, da je lisjak vzel mojega polomljenega zmaja? Najbrž, ampak pri njem nikoli ne veš. Vedno zbira staro šaro. Hej, poglej! Ja, moj stari zmaj. Mislim, bil je moj, preden sem ga dal lisjaku. Gremo pogledat! Prav dobro leti. Ja, kaj ni prima? Kaj nisi rekel, da ne bo nikoli več letel? No, tako sem mislil. Polomljen je bil in krilo se je strgalo. Ja, ampak prosil sem očeta, da mi ga popravi. Ko bi se jaz tega spomnil. Hej, tole je podobno ribiški palici. Ja, res je. Moj oče zbira vse. Vedno pravi, tvoja stara šara je lahko moj zaklad. Hej, kot tvoj zmaj, ne, Franček? Bil je tvoja šara, zdaj pa je lisjakov zaklad. Razumeš? Ja. In glej, tukaj je bil strgan. Oče ga je z laksom zašil. Dobra ideja. Laks je zelo močen. In rep je iz starih trakov, ki jih mama hrani od daril za rojstni dan. Z njim zmaj zdaj boljše leti. Kako pametno, kaj, Franček? Ja, pametno, medved. Hvala, fanta. In hvala za zmaja, Franček. Vesel sem, da je popravljen. Če bi vedel, da se ga da popraviti, ti ga ne bi podaril. No, včasih se lahko igraš z njim, če hočeš, Franček. Izvoli, zdaj le ga preizkusi. Ne, hvala, domov grem. Greš z mano, medved? Ja, nasvidenje, lisjak. Zmaja si lepo popravil. No, hvala. Hej, Franček, čakaj! Si jezen na lisjaka, Franček? Ne, nisem jezen nanj. Nase se jezim. Zmaja ne bi smel vreči v smeti. Ja, ampak mislil si, da je za nič. Sej vem, ampak moral bi narediti kot lisjak. Pokazati bi ga moral mami in očku. Pomagala bi mi ga popraviti. Naredil si napakico, to je vse. Najbrž res. Velika napaka je bila, da si zmaja spuščal v gozdu. Hej, ni pošteno, nisem bil v gozdu. Ali res misliš, da bo nekdo to kupil? Ti si. Mislim, da si povedala svoje. Živjo, fanta. Dobar dan, gospod Želva. Kaj počnete z vsemi temi stvarmi, mami? Zbiram stvari za semen, ki bo jutri v tvoji šoli. O, fant. Prima. Ali bodo tudi piškoti in kolački in take reči? Ja.
Franček, ker zbiramo denar za igralno orodje, bi lahko tudi ti kaj prispeval. No prav, ji lahko dam svojo sestavljanko. Pa ne tisto sliko skalnega gorovja, Franček. Zakaj ne? Saj veš zakaj. Preveč koščkov že manjka. Mislim, da moraš dati lepo igračo, s katero se ne igraš več. Ja, se strinjam. To pa ne bo težko, Franček. Veliko stvari imaš. Pridi. Zelo dolgo časa že izbiraš. Dal sem že dobrega zmaja. No, tokrat bom pa bolj pazil. Kaj pa je tole? S tem se že dolgo nisem igral. Nista mama in očka rekla lepo igračo? Ja, nekam polomljanje, kaj ne? Ampak zmaj je bil tudi. Prepričan sem bil, da je za usmeti. Ja? Kaj, če bi vprašala lisjaka? Mogoče se ga da popraviti? Odlična zamisel, Franček. Greva. Lisjak je imel prav, njegov oče res vse zbira. Če je ta šara zaklad, je gospod lisjak zelo bogat. Prav tole staro zmet potrebujeva za najno napravo, sine. O, živijo. Živijo, lisjak. No, kaj pa je vajo prineslo sem? Nekaj sva hotela vprašati, a je to za nič? Daj, bom pogledal. Spredaj trčen. Zadnji blatnik je treba poklepati. Izpušna cev. Dušilec potrebuje, se mi zdi. Olja mu nisi menjal že več let. Kaj pa radio še dela? Ja, mislim, da ja. Ne bi rekel, da je za nič. Potrebuje malo ročne masti. Dobro, mogoče jo ima tvoj oče. Ali pa jo lahko kupiva? Kaj pa je smešno? Ročne masti ne moreš kupiti v trgovini. Kje pa jo potem dobiš? Tukaj. To je ročna mast. Mišice, brušenje, barvanje, poliranje. Mislim, da potrebuje več kot samo mast. Za semen bom poiskal kaj drugega. Za semen? Zakaj pa mi tega nisi takoj povedal? Zato lahko vsi žrtvujemo malo časa. Pridite, delo nas čaka. Zato je potrebno ostro oko in mirna roka. Skoraj do luči. Tako. Lepo. Fant, prima je. Hvala, gospod lisjak. Prav zares, dobro smo opravili. Pravi lepotec. Ja, ne morem verjeti, da je bil stara šara. Jaz tudi ne. Šara je nekaj, kar vržeš proč. Tukaj pa imamo zaklad, ki ga je bilo treba samo malo popraviti. Kaj ne, fantje? Ja. Jasno. Ja, tako je. Najlepša hvala, naj vam teknejo. O, živijo! Končno ste tukaj. Celo večnost je trajalo, oče je klepetal z gospodom Krtom. Kaj si boš kupil, Franček? Kolački so videti dobri. Ne vem, nisem še videl drugih stvari. Kje pa je stojnica z igračami? Tamle. Dobro jutro, vam lahko kako pomagam? Gospod lisjak, kaj pa zmaj počne tukaj? No, povedal ti bom, Franček, bil sem navdušen, ker si podaril tako lep tovornjak. Potem, ko si včeraj odšel, sem rekel lisjaku, naj tudi on kaj podari. To je njegov prispevek. Vzel ga bom. Prodano. Hej, Franček, lep zmaj. Hvala, lep avto. Ja, moral sem ga kupiti. Me veseli, da si ga. Nihče drug ne bi znal ceniti truda, ki smo ga vanj vložili. Živijo.
A uganete, zakaj sem jaz porabil denar? Za čokoladno torto? Ja, kako si vedel?